osrednja razstava 25. festivala Pixel Point nosi naslov Spekulacija in razkroj. Razstava se razprostira po 4 prizoriščih med Novo Gorico in Gorico in predstavlja novejše projekte, tako domačih kot tujih umetnikov, ki v bistvu na tak ali drugačen način apropriirajo spekulacijo in razkroj za prenovo našega razmerja v bistvu s svetom, ki je trenutno na presečišču mnogih kriz. Razstava, ki za naslovom sicer odpira neko dvojnost, torej neko na videz jasno nasprotje, na eni strani spekulacija kot rast, razvoj, investicija, tudi v bistvu upanje, odprtost, napoved, in pa na drugi strani razkroj kot zaton, okvara, fragmentacija, propad. Pa dejansko v bistvu želi zaplesti razmerje med temi procesi. Na primer videti razkroj kot orodje regeneracije, obenem pa recimo tudi upiranja tem pospešenim produkcijskim, spekulacijskim in ekstraktivnim tokovom. Po drugi strani pa recimo spekulacijo, morda kot tehniko za nadaljnjo ali pa dokončno razgradnjo človeškega vpliva, nek poziv k rekonfiguraciji našega delovanja, ki v bistvu sprejema procese onkraj naših razsežnosti, torej procese, ki so onkraj v bistvu tudi našega nadzora. Pri snovanju razstave sem izbrala projekte, ki so na nek način tudi izrazito samorefleksivni, v smislu, da so neki poskusi oblikovanja, snovanja, umeščanja, ki se z umetniškim delom v bistvu performativno vedno šele znova vzpostavlja. Torej, taka dela, ki ne predpostavljajo nekega konsenza, neke konsenzualne točke za gledanje ali pa razumevanje nekega sporočila, ampak so dela v bistvu poskusi izgradnje nekih novih svetov, besedišč, imaginarjev, oblik stika s svetom in delovanja, ki v bistvu tudi sprejemajo torej te motnje, napake, neznano, nepredstavljivo v svetu za raziskovanje možnosti nekih alternativnih tokov preteklosti in bodočnosti. Dela se v veliki meri umeščajo nekako med realnost in fikcijo in zasedajo v bistvu cel diapazon prostorov med fizičnim in virtualnim. Ob tem pa sem v bistvu želela, da tudi obiskovalci nekako med prehajanjem po različnih prizoriščih tudi sami v bistvu nekako prečkajo zelo raznolike načine, torej čisto take obiskovalske utelešenosti ali pa zaznavanja, interakcije tudi z temi projekti. Which would have been greeted with quite an excitement. Strangely, this correlates with today's topic. We definitely can see who has come prepared. Na prvem od razstavnih prizorišč v galeriji Agore se predstavljata predstavnika mlajše generacije intermedijskih umetnikov Matej Mihevc in Dorijan Šiško. Oba v svojih praksah združujeta zelo raznolike vplive in reference, recimo popularne kulture. Zelo veliko vlogo pa pri obeh igrajo videoigre, torej kot kulturni fenomen, kot estetsko področje in tudi v bistvu kot ploden teren za izgradnjo svetov, za world building. Galerijo sta uporabila kot neke vrste pop-up prizorišče za predstavitev, ki v bistvu na nek način spominja na predstavitve recimo nekih novih videoiger, ki so v bistvu recimo celostno promocijsko predstavljena na sejmiščih ali pa z nekimi oblikovanimi materiali. V igri Tensor Edge Recon Mateja Mihevca kot raziskovalci v bistvu dokumentiramo in analiziramo artefakte
ki jih je v tem svetu za seboj pustila odpadniška umetna inteligenca. In na nek način poskušamo razvozlati to nekako tujo, nerazumljivo, nerazvidno logiko te pospešene sile kulturne produkcije. In v sami instalaciji Mihevc videoigro razširja z objekti, z replikami teh fiktivnih orodij in predmetov, ki jih kot raziskovalci uporabljamo kot protagonisti igre, torej v igri. Ti objekti pa so opremljeni tudi z opisi o njihovi uporabi in specifikah, skozi katere v bistvu izvemo še več o svetu same igre, oziroma še objekti nekako dodatno razširjajo svet. Igra Dekor Dorjana Šiška pa nas z spekulativnim vmesnikom vodi skozi tak labirint vizualnih imaginarijev, vezanih v bistvu na naše predstave o prihodnosti. Na tej poti, torej na poti skozi labirint, smo v taki konstantni negotovosti tega, kaj sledi. Soočamo pa se z odločitvami med različnimi potmi oziroma nekimi estetikami, ki nas na koncu pripeljejo do take individualizirane vizije prihodnosti, ki smo jo oblikovali tekom poti. Tako da v obeh igrah smo na nek način v vlogi raziskovalcev, torej v vlogi nekih akterjev, ki poskušajo dekodirati oziroma se orientirati znotraj nejasnih in mnogovrstnih kodov, vizualnih kodov teh svetov. V stavbi nekdanjega maloobmejnega prehoda, kjer je danes kulturno prizorišče Carinarnica, pa se z instalacijo, z site-specific delom predstavlja brazilski umetnik Alberto Hares. Umetnik je s projektom RK Scriptures ob tej priložnosti razvil site-specific razširitev projekta, v katerem uporablja lokalno glino za v bistvu tako materialno rekonfiguracijo torej teh lokacij prizorišč, v katera umešča svoja dela. Instalacija je v bistvu oblikovana kot neko fiktivno arheološko najdišče, na katerem ta stroj samodejno razvozlava šifrirane zapise na keramični plošči. Umetnik je v bistvu tekom procesa razvoja razvil posebno metodo šifriranja za zapis teh odsekov italijansko-slovenske meje med mestoma Gorica in Nova Gorica. Številski sistem oziroma znakovni sistem, ki temelji na zdaj že zastarelih znakih metelčice in dančice. In te koordinate je potem vgraviral v ploščo iz lokalne gline, torej gline iz goriških opekarn, in se na ta način referiral oziroma opel tudi v to bogato tradicijo opekarstva na območju in pa v bistvu zgodovino Nove Gorice kot mesta grajenega na glini. In tako ta stroj kot tak nečloveški opazovalec, ki je nenehno v delovanju, nenehno v procesu dešifriranja teh znakov, znova in znova nekako spodleti ob tem, ko riše mejo, čisto zaradi tudi v bistvu nepravilnosti samega glinenega medija. Galerijo Tir pa v bistvu zasedata dva projekta, ki se razgrajujeta in materializirata v tej nenehni izmenjavi med fizičnim in virtualnim prostorom. Odzivna instalacija umetnice Gaje Radić o prostoru razmišlja kot o podaljšku telesa in v bistvu tudi obratno. Instalacija z naslovom Kora je delo za enega obiskovalca, katerega prisotnost
v instalaciji pravzaprav šele sproži to odvijanje prostorske pripovedi v virtualnem prostoru. Umetnica galerijski prostor obravnava kot nek prostor potenciala, v katerem se tako ob stiku s fizičnim telesom prostor kot nek avtonomni agent odpre in razvije skozi gledalčeva čutila in v bistvu ob gledalčevem odhodu se sam prostor nekako spet povrne v to nediferencirano, mirujoče stanje. Instalacija dunajskega kolektiva Room 69 pa predstavlja tako začasno fizično sidrišče projekta, ki je sicer umeščen in dostopen v okolju Google zemljevidov. Torej v okviru tega projekta, ki je še v teku, je kolektiv nekako to, torej in digitalno sfero oziroma infrastrukturo Google zemljevidov uporabil kot tak začasni, razvijajoči se digitalni arhiv svojih preteklih del in jih na ta način v bistvu želel prepustiti torej tem silam pozabe digitalne sfere in na nek način tudi omogočiti njihovo ponovno odkritje. V Mestni galeriji Nova Gorica pa je predstavljenih 5 umetniških projektov. Torej, projekt Marija Santa Marije, Visions from the Fall, v bistvu izhaja iz obstoječe oziroma dejanske virtualnosti, torej meje same instalacije so pravzaprav tudi meje virtualnega zemljišča v Next Earth metaverzu, kjer je v bistvu zemljišče tudi že kupljeno. Sama projekcija pa v bistvu spremlja tako performativno, poetično performativno gesto v virtualnem prostoru, kjer v bistvu digitalni avatar tekom padca iz točke ene od najbolj oddaljenih galaksij, ki v bistvu seveda pač povsem presega tudi zmogljivosti tega okolja. In v samem videu v bistvu pravzaprav spremljamo tudi v bistvu prav razpad telesa tega digitalnega avatarja med spustom na virtualna tla. Potem delo Vida Koprivška, Swarm Entry, v bistvu poveže razstavišče in virtualno okolje simulacije, v katerem se med temi mnogimi zasloni premika roj biomorfnih agentov. Obe prizorišči poveže v bistvu tako razširjeno interaktivno situacijo, v kateri obiskovalci v instalaciji nekako postanejo del tega roja, v katerem v bistvu interakcija postane nek kolektiven, emergenten proces, ki se nenehno vzpostavlja. S tem, ko se v bistvu tudi stanje v fizičnem prostoru, torej gibanje mase obiskovalcev preko senzorjev prevaja torej v dogajanje v sami simulaciji in pa potem tudi v bistvu naša telesa, s katerimi sledimo torej temu dogajanju, postavijo neko povratno zanko med obema komponentama. Potem je tukaj delo kolektiva Omsk Social Club z naslovom Tomb, ki v bistvu raziskuje kolektivno produkcijo sveta skozi razvoj jezikov, torej obravnava jezik kot neke meje sveta in v bistvu sama instalacija predstavlja artefakte, ki so ostali torej za tem kolektivnim procesom svetovljenja, za tem kolektivnim potopitvenim procesom, v katerem je v bistvu kolektiv po navdihu take dejanske delovne skupine, ki jo je financiralo nemško obrambno ministrstvo z imenom Project Cassandra, v bistvu vzelo to dejansko kot neko izhodišče za raziskovanje jezika. Torej, projekt Cassandra je
književnost v bistvu obravnaval kot tehnologijo, torej kot orodje za napoved, za napovedovanje in za early crisis detection, torej zgodnje zaznavanje kriz. In v bistvu ob prehodu skozi to pot instalacije spoznamo nekako karakterje tega real gameplaya, torej tega procesa, v katerem OMSK ustvarjajo in raziskujejo. Torej spoznamo karakterje, se srečujemo z v bistvu napisi, zapisi, torej z eksperimenti z jezikom in v bistvu na končni točki pridemo tudi do takega filmskega spoja, torej fikcije in dejanskih dokumentarnih posnetkov. Delo Lexa Rutna in Jane Kerime-Stolcer, neofit, industrijska opera rastlin in pionirjev. Vlogo protagonista postavi rastline, ki so v bistvu zelo odporne na najrazličnejše okoljske dejavnike. Imenujemo jih tudi invazivne rastline, torej rastline, ki se naseljujejo okoli pač opustelih, torej nekih postindustrijskih območij. Sam projekt je temeljil na terenskih raziskavah v mestu Dortmund, kjer sta v bistvu torej raziskovala te, recimo zdaj temu, lokalne invazivne rastline in sama instalacija v bistvu iz gledišča točke teh rastlin, plesni, mahov, lišajev, v bistvu razvija tako zgodbo na eni strani o širjenju, o invaziji, o kolonizaciji, obenem pa tudi o tem, da je v bistvu v takih območjih sprememba nekako edina konstanta in da je v bistvu ta proces zasedanja teh opustelih, torej zagotovo ne več naravnih prizorišč, lahko tudi v bistvu del neke regeneracije oziroma renaturalizacije teh okolij. No, potem zadnji projekt, ki bi ga pa še omenila, projekt slovenske umetnice Maje Bojanič, A Fungus Among Us, ki v bistvu torej kot postavitev v bistvu lahko opazimo samo neko zelo neopazno prezračevalno cev, iz katere pa, ko nekoliko bolj pozorno prisluhnemo, uhaja torej neko predavanje. Predavanje v bistvu sledi torej zapuščini tega prostora, v katerem je Zavod za zaščito plesni nekdaj izvajal pionirske raziskave. Gre za prostor, ki ga danes poznamo kot Galerija Dobra Vaga. In v bistvu to predavanje nam nekako torej predstavi to prihodnost, v kateri so neki pojmi kulturne in naravne dediščine so v bistvu povsem spremenjeni in v bistvu v tej prihodnosti nekako objekti postanejo podpora za življenje, za žive objekte, medtem ko recimo te neke današnje restavratorske tehnike ali pa tudi v bistvu pristope umetnosti veljajo nekako za uničujoče. Torej razkroj je nekako končno postal prepoznan kot tisto ključno orodje ohranitve. Want to study this particular mold settlement. I think it's more than reasonable to ask, why should we, when considering the study of a particular subject in a university course? What is it about?